najlepša hvala za povabilo. Ja, najlepša hvala za povabilo, da lahko predstavim del teh svojih raziskav, ki jih res opravljam zdaj tudi kar velik del prav v okviru Ješta. Predvsem gre tukaj seveda za, bom rekla, tudi ta aplikativni del, se pravi uporabno jezikoslovje, ne. Namreč želimo izdelati nekatera učbeniška gradiva na osnovi te metode Tilka, ki jo je Karmen že omenila. In ja, eno od osrednjih pravzaprav elementov tega modela, ki ga danes sicer ne bom natančno obravnavala, ker je bilo tudi v okviru projekta Ješt že nekaj priložnosti, da sem lahko predstavila Tilko, ampak zato pa lahko povem, da je to sočasno poučevanje jezika in književnosti pravzaprav res najpomembnejši pravzaprav element te metode, ne. Namreč sama sem prepričana, da se tako pri raziskovanju že in kot tudi jeziku in tudi pouku, ne, torej pri raziskovanju in pouku, da prevečkrat ločujemo, včasih tudi umetno, ne, jezik in književnost, ne. Se pravi, kakor da književnost ni narejena iz jezika, ne. Kakor da je literarni jezik nekaj čisto drugega, ne, da ne govorimo o jeziku, ko govorimo o književnosti. Tukaj bom poskušala zdaj skozi to predavanje, samo trenutek, grem naprej. Torej, skozi to predavanje bi želela res predstaviti, kakšen je pomen književnosti za jezikovni pouk, predvsem v okviru medkulturnega pristopa. Se pravi, gre za to, da lahko jezikovni pouk, bodisi prvega jezika, recimo v primeru Slovenije slovenščine, ali drugih, ali tujih jezikov, obravnava oziroma vključujemo medkulturni pristop in znotraj tega je obravnava književnosti še toliko bolj pomembna, ne. Čeprav nasploh se mi zdi, da lahko sočasna obravnava književnosti in jezika veliko prinese tako književnosti kot jeziku, ne. Tako bralni kulturi, tako spodbujanju branja, kot tudi motivaciji za učenje jezika. In to bi želela danes predstaviti. Najprej skozi nekaj teoretskih izhodišč, ne, pogledali bi si nekatere smeri, ki jih je tudi Karmen že omenila kot smeri, s katerimi se sama ukvarjam. Torej, sama sem v osnovi jezikoslovka, ne, ampak tudi, ko se ukvarjam z neliterarnimi besedili, pravzaprav vedno opazujem povezavo med jezikom in kulturo, jezikom in okoljem, v katerem se jezik uporablja, torej v bistvu me vedno zanima funkcija jezika, ne, in tako sem pravzaprav prišla tudi do istega vprašanja znotraj literature, se pravi, prišla sem pravzaprav tudi do literature kot enega polja, ne, neke kulture, v kateri se uporablja nek jezik, ne, in pač zato pristopam tudi k književnosti, seveda kot jezikoslovka, ne, ampak tudi tu, kot boste videli, je kar nekaj teh teoretskih ved, torej teorij, ki so, lahko rečemo, kar meddisciplinarne, ne, oziroma interdisciplinarne, povezujejo torej jezik in književnost. Takšna je recimo literarna pragmatika, pa lingvostilistika, pa teorija opovedovanja in modifikacija moči ali intenzitete jezika, potem teorija ključnih besed, medkulturna pragmatika, medkulturna vzgoja, ne, to so nekatera področja, ki se jih bomo danes dotaknili, torej najprej bom predstavila nekoliko nekatere torej teoretska izhodišča teh ved, potem pa bi predstavila obravnavo nekaterih konkretnih literarnih del in avtorjev predvsem, ne, ki jih lahko na tak meddisciplinarni način, torej skozi jezik, ne, predstavimo, vstopimo v njihov svet in jih tudi na tak način lahko obravnavamo pri jezikovnem pouku. In tukaj lahko takoj povem, torej tu bodo nekateri slovenski avtorji, ampak tukaj želim si predstaviti pravzaprav, kako lahko na tak način, ne, ko vstopamo skozi jezik, v bistvu, kako je zanimiv medkulturni pristop, bodisi pri slovenskih avtorjih, ki jih imamo za čisto, bom rekla, tisti
nacionalni kanon, ne, se pravi, ki predstavljajo klasične avtorje slovenskega literarnega kanona, kot sta Cankar in Prešeren, ne, kot tudi nekatere avtorje, ki so bodisi zelo veliko prevajani, ali so sami pisali v več jezikih, ne, ali pripadajo različnim kulturam, ali živijo v takšnih večkulturnih okoljih, ne. Se pravi, želim predstaviti te različne avtorje, kako lahko vse predstavimo skozi jezik, skozi na ta medkulturni način, ne. No, in če smo torej za to, gremo po tem vrstnem redu in bi torej najprej izpostavila nekatere misli, mogoče najbrž marsikaj tega že poznate, namreč gre za to, zakaj sploh je danes branje še vedno koristno, ne, čeprav vemo, mislim, da se vsa publika tu današnja strinja, da so bralne navade, ne bom rekla čisto v upadu, ne, ker se bere, samo ne bere se več istih stvari, kot se je včasih. Torej, prav te literature v ožjem pomenu besede se seveda vse manj bere, ne. Sploh med mladimi gre pač za vpliv novih medijev, kjer se vse dogaja zelo hitro, in se pravi, koncentracija tudi za branje daljših tekstov, tudi zahtevnejših, kar se tiče jezika, kar se tiče miselnega sveta, ni več, torej te koncentracije ni več, ne. In tu se seveda vprašamo, ali je smiselno še vztrajati pri tem, ne. In tukaj seveda so nekatera tudi čisto nova, torej novejše študije, ki se ukvarjajo s tem vprašanjem, zakaj, ne, zakaj še vedno vztrajati pri branju, in ne bom predolga, ker mislim, da vsi vemo, da gre tukaj za širjenje tako miselnega sveta, doživljajskega sveta skozi literaturo, kot seveda širjenja besedišča, ne, in besedišče in naš miselni svet pa vemo, da sta tesno povezana, ne. In hkrati pa se mi zdi, da je zelo pomembno zavedanje, in to sem predvsem tu izpostavila, da se tisti, ki berejo literaturo v pravem pomenu besede, torej fikcijo, ne, Raimond Mer recimo in sodelavci izpostavljajo tu zlasti romane, ne, ker zaradi pač bogatega tega doživljajskega sveta, da se potem bralci, taki bralci, ki imajo, ne, te bralne navade, bolje vživijo druge ljudi, ne, in zmorejo gledati svet z njihove perspektive. In Miha Kovač, torej slovenski teoretik, je, najbrž ste slišali, prav pred kratkim izdal knjigo Berem, da se poberem, jo imam ravno tukaj, malo reklame, no, ampak gre za to, da tudi on pravi, sicer on navaja 10 razlogov, zaradi katerih je branje knjig še smiselno, ampak tukaj bi sama spet izpostavila predvsem to, da pravi, da je to ena od najučinkovitejših oblik treninga empatije, ne. Torej gre za to, da ni treba, da v resničnem življenju doživimo drugega, drugačnega, druge drugačne, ampak lahko to počnemo skozi literaturo, ne. In zakaj je to možno, ne? Tu je recimo Ingarden, to je pa malo, ne, starejši literarni teoretik, v bistvu zelo jasno opredelil, zakaj je to možno, ker je literatura takšen rezultat umetniškega ustvarjanja, ki hkrati vsebuje lastnosti resničnega in ideala, ne. Čeprav v resnici ni ne eno, ne drugo, ne. Torej ni to niti čisti ideal, niti resničnost, je spoj, ne, nek poseben spoj, vsak avtor najde nek svoj pristop, kako bo to spojil, ampak vendarle, ne, tu v literaturi najdemo tudi mogoče, ne samo to, kar je, ampak tudi, kar bi lahko bilo, ne. Torej tudi ta ideal, in zato nam literatura predstavlja to širino, ne. No, in če gremo naprej, še dlje, v bistvu ne gre samo za, daleč od tega, da gre samo za nekega konkretnega avtorja, za neko njegovo poetiko, ampak v bistvu je literatura, torej delo, ko je napisano, ko je
dano, ne, na razpolago bralcem, pomeni to pravzaprav odprt, večglasen, neskončen dialog. Ne. Se pravi, gre za to, da je delo neodvisno od svojega ustvarjalca. Ne. In tukaj nam ponuja potem ta književnost toliko možnosti tudi bralcu, ne, in seveda tudi potem pri pouku veliko več možnosti, kot si včasih sami omejimo, ne, samo s tistim, kar je nujno v okviru učnih načrtov in tako naprej. Ne. Torej, književnost, v bistvu literarno delo ponuja veliko več in tudi seveda za obravnavo jezika, kot bomo videli. Ne. No in to, da je branje veliko več, ne, govori tudi, to je pa tudi ena zelo novejša izdaja Zakaj brati, avtorja Franka Furedija, ki je 2017 je šlo, ne, ki se tudi ukvarja ves čas s tem, zakaj je smiselno brati, in opozarja, da se v angleško govorečem svetu prevečkrat branje zamenjuje s pismenostjo, se pravi literacy. Ne. Namreč pismenost je seveda nujna veščina za dešifriranje pisanega besedila, ampak branje, pravi, je veliko več, ne, zato ker je, kot smo rekli, literatura tako večglasen, tako neskončen dialog, torej tudi branje vključuje interpretacijo in imaginacijo, ne, se pravi to domišljijo in to neskončno možnost interpretacije, in pravi Furedi, da je to dar kulture, s katerim poiščemo pomen. Ne. Se pravi, gre za to, da mi prisojamo pomene besedam v literarnem delu, ne, in to je seveda tudi odvisno od kulture, v kateri se nahajamo. Se pravi, mi bomo, ne, vemo, neko prevodno delo brali najbrž drugače, kot jo berejo ta izvirnik v kulturi, kjer je nastala, ne, vsaj do določene mere. Ne. No, in tu zato potem ni presenetljivo, da se je v zadnjih desetletjih pri interpretaciji, ne, torej pri, bom rekla, obravnavi, tako pri raziskovanju kot pri pouku, ni več moderna, ni več v rabi, da tako rečem, pozitivistični pristop, se pravi pristop, kjer se je najprej obravnavalo avtorja, najprej obravnavalo, torej, bomo rekli, značilnosti njegove dobe, njegovega življenja se je spoznavalo in skoraj se je tam že zaključila obravnava besedila. Ne. Zdaj je v ospredju besedilo sam, in govorimo o tako imenovani receptivni estetiki, se pravi, da v bistvu bralci ustvarjamo pomene. Ne. Bralci smo, pomembni so avtorji besedila. Ne. In torej, da literarno delo ni statična tvorba, temveč neizčrpen vir pomenov, ki so odvisni od posameznega bralca in nekega trenutka, neke kulture, nekega časa, v katerem se bralec nahaja. Ne. Se pravi, tu je po eni strani velika odgovornost, ne, ker pravzaprav je lepše, ne, da nam učitelj pove, ja, avtor je želel to in to povedati, ne, in učenci se to naučijo in to je to. Ne. V resnici nam pa besedilo ponuja veliko več, ne, torej lahko čutimo to kot odgovornost, lahko pa tudi kot res neizmerno možnost in svobodo. Ne. Ampak saj vemo, svoboda je včasih tudi prinaša odgovornost in ne, je težje. Ampak sama bi torej želela nekako predstaviti zdaj skozi te pristope, ki jih sama uporabljam, torej nekaj teh avtorjev. Ne. In mogoče naj takoj za začetek, no, saj ta uvod je že bil, ampak zdaj sem želela predvsem izpostaviti, zakaj sploh brati, ne, v današnjem času. No, naj povem, da bodo ta spoznanja, ki jih bom zdaj predstavila, tudi sem jih zajela nekaj v članku, ki bo izšel prav v poglavju, ki bo izšel v monografiji v okviru našega projekta Ješt, ne. Tako da tam boste lahko nekaj tega prebrali. Prav tako pa je zdaj tik pred izidom, čakam, da pride iz tiskarne, moja knjiga Ali bereš Cankarja, kjer sem pravzaprav Cankarja zelo natančno predstavila, bodisi kako ga brati, ne, in hkrati sem pa ves čas imela v mislih tudi učitelja, ne, učiteljice, učitelje,
kako lahko te značilnosti tega pristopa k branju Cankarja, kako lahko to uporabijo tudi pri pouku. No, in tako da na ta način bom tudi sedaj to predstavila, vas pa vabim, da si potem te stvari tudi preberete v teh delih. No, in torej, kaj je ta veda, na katero sama najbolj, bom rekla, se naslanja, ne? Namreč, če smo rekli, da to je literarna pragmatika, če smo rekli, da torej tudi literarne vede, ne, oziroma ti pristopi k branju, ne, recepcijske teorije, če govorijo, da je branje, torej da je besedilo odvisno od naslovnika, ne, torej od bralca, potem je tukaj zelo, bom rekla, ima zelo ta fokus zelo zanimiv, prav literarna pragmatika, ki jo zanima literatura kot komunikacija. Ne, ker če gremo še nekoliko širše, pragmatika, veste, kaj je, ne? Pragmatika brez literarne, torej pragmatika je v bistvu opazovanje jezika v funkciji, v rabi, ne? Torej, ko opazujemo, kako neko okolje vpliva na jezik, oziroma kako jezik vpliva na okolje, ne? No, in torej v bistvu gre za jezik v funkciji, jezik kot orodje komunikacije, ne? No, in enako literarna pragmatika obravnava jezik kot literaturo, kot komunikacijo, ne? Torej pravi, da je sedaj v ospredju odnos med tvorcem, torej med piscem besedila, literarnega tudi, in naslovnikom, to je bralcem, ne? In namesto same poetike besedila stopa sedaj poetika literarnega sporazumevanja. Torej oni govorijo o literarnem sporazumevanju, ne? No, zdaj tukaj seveda, bomo rekli, ne, tako jaz tudi svojim študentom povem, ko govorimo o funkciji jezika in funkciji sploh besedil, ne, seveda je literatura drugačna od vsega drugega sporazumevanja v tem smislu, da ni primarna funkcija to, da nekaj sporočimo nekomu, ne, ampak je najprej to, da avtor ustvari nek svoj pogled, torej da oblikuje svoj pogled in ustvari nek svoj svet. Čim bolj je subjektiven, tem boljše. Ampak seveda, subjektivnost v tem smislu, da uporabi takšna sredstva, takšne prispodobe, da se lahko, ne, da to preseže njega samega, ne. Se pravi, da to je potem tista literatura v pravem pomenu, ni neko samo zdravilna izpoved, recimo, ne. No, in torej, mogoče v prvem koraku to še ni sporazumevanje, je v bistvu tu sporazumevanje avtorja samim sabo, ne. Ampak v drugem koraku pa gotovo, ne, nastopi bralec in tudi noben pisatelj pa naj še tako reče, mene ne zanimajo bralci, ne. V resnici najbrž še kako, ne, ga zanima, ali bo to delo živelo ali ne, ne. In torej v drugem koraku v resnici gre za sporazumevanje, torej literatura v interakciji z bralcem. Tam se potem rojevajo vsi ti pomeni, ne. No, in tako lahko, tako literarna pragmatika govori tudi o literaturi kot o performativnem govornem dejanju. Namreč Levin, ne, to je znan teoretik literarne pragmatike, pravi, da vsako pesniško izjavo, torej vsako literarno delo, ne, lahko opišemo, da ima takšen namen, ne, torej performativnost v tem smislu, ker vsak avtor v bistvu pravi, tako pravi Levin, zamišljam si sebe in vabim tebe, da si zamisliš svet, v katerem zdaj živiš, v katerega vstopaš, ko bereš, ne. Se pravi, vsak avtor si zamisli svoj svet in povabi bralca, da vstopi v ta svet, ne. To naj bi bil po literarni pragmatiki namen vsakega literarnega besedila, ne. Torej, če razumemo torej literaturo kot sporazumevanje, potem lahko podobno kot v neumetnostnih besedilih, tudi v literarnih besedilih opazujemo, kakšen je namen avtorja do te propozicijske vsebine, torej do same stvarnosti, ki jo vključuje v delo, ne, in do naslovnika. Se pravi, katera so sredstva, ne, kakšen je njegov umetnostni stil,
s katerimi v bistvu prepriča, ne, ali pa ne prepriča bralca. Ne. Se pravi, da tudi tu lahko opazujemo jezikovna sredstva z vidika učinka, ne, z vidika tega, kako učinkujejo, tako kot to počnemo v neliterarnih besedilih. Ne. In če v neliterarnih besedilih, neumetnostnih, govorimo o tako imenovanem konverzacijskem stilu, ne, temu je enak v literaturi umetnostni stil. Ne. Ampak pravim, to ni sam sebi namen, ampak opazujemo, kako v bistvu učinkuje na bralca. Ne. No, in zdaj tukaj, ko sama torej vstopam v jezik kot, torej v književnost skozi jezik, me seveda najprej zanimajo besede, ne, ker besedišče, besede so tisti osnovni pomeni vsakega jezika, ki torej ne samo pomeni, oblike in pomeni, ki povezujejo vse jezikovne ravnine, ne. In jih tudi najprej opazimo. Vemo, beseda je tudi sinonim za jezik, ne. In je to tista ključna prvina, ki jo seveda najprej opazimo. Potem me pa zanima, kako se te besede povezujejo, ne. Kako avtor te različne zveze, torej kako povezuje besede in kako s temi sredstvi moč jezika krepi ali pa šibi, torej ali želi zelo, bom rekla, z neko močjo, z neko intenziteto vplivati na naslovnika ali pa se umika, ne, in dopušča, da si avtor ustvarja čisto neke svoje pomene, ne. No, mogoče tu bom tako še malo bolj konkretna in povem, da pravzaprav je tudi ta pristop bil posledica tudi mojega poučevanja jezika in književnosti na Tržaški univerzi, ne, kjer poučujem tako slovensko govoreče kot italijansko govoreče, ne. In tam pravzaprav imamo ta medkulturni pristop ves čas prisoten, torej ves čas primerjamo, ne, tako slovenski jezik z italijanskim jezikom, kot slovenska dela z italijanskimi prevodi, ker jih pač potrebujemo, zato da vsi razumejo, ne, neko besedilo. Ampak tam se mi je pokazalo še posebej, kako zelo, tam sem pač morala nekako, ne, sem bila prisiljena, da smo vstopali v književnost skozi jezik. Da smo si pogledali te neke ključne besede, neke prve pomene, ne, da so lahko vstopili v literarno delo. In potem, pravim, se mi je pokazalo, da je to pravzaprav ne, ta pristop dobrodošel ne samo za tiste, ki ne razumejo, ampak da vsi na ta način pristopamo in da lahko veliko bolj globlje doživimo neko literarno delo, če vstopamo tako, ne. Če ne vstopamo z nekim, da nam zdaj učitelj pove, kakšna je ideja, ne, in potem to iščemo, ne. Ampak v bistvu gre za to deduktivni način, ne. Se pravi, da mi gremo v besedilo, pogledamo te besede, pogledamo ta jezikovna sredstva in potem si sestavljamo širše, ne, višje pomene in ideje, ne. Tako da to je, kot rečeno, bila posledica nekega konteksta, ne, poučevanja, ampak se mi je pokazalo, da pravzaprav je to zelo smiselno, ne glede na to, ali imamo, torej recimo pri pouku slovenščine, ko naj bi vsi razumeli jezik, ali pri pouku tujega jezika, ko moramo, ne, ko imamo neko besedilo, ki ga učenci manj razumejo, ne. No, in potem bom kasneje še nekaj povedala, kar je tudi neka vzporednica z učenjem tujega jezika, ampak zdaj, če gremo tu naprej, namreč, če sem omenila, da me torej zanima ta proces, kako je besedilo upovedeno, torej katere so besede izbrane in katere so te zveze, ne, v katere avtor umešča besede in torej na kakšen način jih povezuje, da je ta modifikacija moči bolj izrazita ali manj, ne, torej ali je intenziteta jezika višja ali nižja. No, in zato vam moram pojasniti še, kaj ta koncept moči ali intenzitete jezika, s tem se tudi sama že vrsto let ukvarjam, ne samo v okviru literarnih del, ampak tudi neliterarnih, ne. In v bistvu me je tukaj, bom rekla, pritegnila že raziskava iz 60-ih, 70-ih let, so že to počeli veliko v Ameriki,
potem pa ves čas pravzaprav, ne, se to dogaja. Ampak takrat so že začeli opazovati moč ali intenziteto jezika, ki je po Bowersu zmožnost, da zaznamuje stopnjo, po kateri se sporočevalčev odnos do zunajjezikovne dejanskosti razlikuje od nevtralnega odnosa. Se pravi, da mi lahko nekaj povemo, ne vem, ta miza, torej miza je lesena, ne, to je nevtralno. Mi smo prepričani, vidimo, je lesena. Če rečemo, ta miza je najbrž lesena, ustvarimo neko distanco, ker očitno nismo prepričani, ne. Ali pa ta miza je iz pravega lesa, se pravi, s tem še bolj poudarimo, ne, kako je vredna, ker je iz pravega lesa. Se pravi, tu vidimo, ne, višanje intenzitete je iz pravega lesa, je zares lesena, ne, ali pa je morda lesena, je delno lesena, ne, delno je iz, ne vem, kakšnih teh umetnih materialov, delno lesena. Tako da v tem smislu mi lahko še bolj poudarimo, ne, to stvarnost, ki jo vidimo glede na svoj odnos do resničnosti in recimo nek emocionalni tudi odnos, ne, izražamo. No, ampak seveda to vprašanje norme, tega nevtralnega odnosa, je polivnat in sovran odvisno od družbe, kulture, ne. Nekatere kulture vložijo veliko poudarka, tudi čustvenega, v neko izražanje v nekih kontekstih, drugi ne, ne. Vemo, ne vem, včasih se nam Angleži zdijo zelo vljudni, zelo distancirani, ne. Kakšne, ne vem, Poljaki so veliko bolj čustveni, ali pa Italijani, ne, in tako naprej. Torej to se da lepo raziskovati, ne, in to tudi sama delam, te medkulturne primerjave, da je pač nek poudarek v nekih jezikih bolj nevtralen kot v drugih, ne. In no, ne bom širila, imam eno, mislim, no, lahko tudi povem, da je recimo en teoretik, ki je proučeval jezik Hitlerja in Mussolinija, je rekel, da je bil Hitler veliko bolj, da je naredil veliko večjo škodo nemški kulturi, da je bil ta preskok veliko večji, ker je sicer nemška kultura in nemški jezik veliko bolj racionalen, ne, in ko je s tem pretiravanjem, ko je s glasnostjo, z izrazi izbranimi, ne, da je bil ta preskok veliko večji, veliko hujši, veliko večji šok bil kot Mussolini, ki je nekako sledil neki tej retoriki, melodioznosti italijanskega jezika, ne. To so recimo take lastnosti, ki jih lahko opazujemo tudi pri kakšnem nasilnem, sovražnem govoru, ne, kar je danes tudi zelo aktualno. No, ampak da gremo naprej, tukaj gre tudi za to, da je vprašanje seveda, kakšen je odnos ne samo govorca, pisca do stvarnosti, ampak tudi do naslovnika, ne, torej do bralca oziroma poslušalca. In tukaj pride v poštev tudi Brown-Levinsova vljudnostna teorija, ne, namreč tudi v okviru te teorije so omenjene recimo šibitve kot prostor za odziv, za ugovor naslovnika. Se pravi, da bolj ko šibimo neko, ne, ko se mi distanciramo kot govorci, več prostora dopuščamo naslovniku, ne. No, in tukaj seveda imam naštetih samo nekaj za občutek, nekaj modifikatorjev izrazov moči, krepilci ali jačitelji, vedno zelo, vse, krasen, ne, ali pa šibitelji včasih morda nekaj, nekakšen, ne. Zdaj, to so seveda besede, ki krepijo ali šibijo druge, imamo pa že same po sebi besede, ki imajo v sebi krepilce, ne. Recimo metafore, če rečemo glavi buča, je buča veliko bolj intenzivno kot glava, ki je nevtralen izraz v večini primerov, ne. Se pravi, gre za to, no, da so nekateri izrazi, ki višajo intenziteto drugim, ne, in celotnemu sporočilu, nekateri izrazi imajo pa že v sebi, so že sami okrepljeni ali ošibljeni, ne. No, to samo na kratko, ker pač tudi to je zelo zanimivo opazovati v literarnih besedilih. No, ampak seveda tukaj je zanimivo, da se te lastnosti nekega besedila, ne, tudi recimo prav to, kako odnos govorca izražimo, torej ta modalnost, ne, to je v bistvu ta naklonskost v procesu upovedovanja, pride veliko bolj do izraza, ko primerjamo različne jezike.
ne. Se pravi, ko pragmatično, semantično analiziramo neko besedilo, v različnih jezikih prihajajo še bolj do izraza prav recimo razlike v modalnosti, ne. No, in medkulturna pragmatika se ukvarja predvsem s tem, kako sta kulturno pogojena konverzacijski slog in ilokucijska sila. Ilokucijska sila je prav to, ne, namen, torej naš odnos, kako govorec ali pisec izraža odnos. To je ilokucijska prvina, ne, ta modalnost, ilokucijska prvina besedila. In med medkulturno pragmatiko, ko primerja, ne, različne jezike, zanima prav to, ker je to zelo kulturno pogojeno, kot sem prej, ne, na nekaj primerih izpostavila. In zdaj, če medkulturna pragmatika opazuje predvsem neliterarna besedila, če mi isto počnemo z literarnimi besedili, se pravi, če primerjamo izvirnike s prevodi, ali če primerjamo sočasna literarna besedila, ne vem, v romantiki, v realizmu ali sodobna, ne, potem mislim, da lahko celo govorimo o medkulturni literarni pragmatiki, ne, torej to jaz govorim, ni še uveljavljen pojem, ampak ne, v resnici gre za spoj literarne pragmatike in medkulturne pragmatike, ne. Se pravi, da to isto počnemo v okviru literarnih besedil, ne. In zakaj se mi zdi to tako zelo pomembno prav za pouk, ne? Zato, ker, no, če izhajam iz tistega, kar smo prej rekli, da je namen vsakega literarnega besedila zamišljanje in vabljenje, ne, torej zamišljanje nekega svojega sveta in vabljenje bralca v ta svet, to se zdaj dogaja celo v več jezikih, ne, ko imamo prevode ali pa ko opazujemo različna besedila v različnih jezikih, potem lahko opazujemo, kako se ta proces, ne, kako avtorji na različne načine v istem obdobju recimo, ne, z istimi, bom rekla, v nekem miselnem svetu sorodnem ali pa iste podobne poetike, ne, romantične, kot rečeno, ali realistične in tako naprej, ampak kako je to bilo v okviru različnih kulturnih kontekstov to izvedeno, ne. In to je še posebej seveda zanimivo za medkulturno vzgojo, ne, torej izhodišča medkulturne pragmatike in medkulturne literarne pragmatike so še posebej pomembna za medkulturno vzgojo, kajti vemo, da je osnovno načelo medkulturne vzgoje soočanje različnih kultur in jezikov. Se pravi, če želimo medkulturno vzgajati, lahko bodisi pri slovenščini, bodisi pri tujih jezikih, primerjamo, vključujemo primerjave z drugimi jeziki in drugimi kulturami, ker tako potem ozavestimo posebnosti tega jezika, te kulture, ki jo želimo pač v okviru tistega predmeta najbolj izpostaviti, ne. Ampak na ta način poteka medkulturna vzgoja in kot sem rekla, medkulturno vzgojo lahko izvajamo pri slovenščini ali tujih jezikih, tudi pri drugih predmetih, ne, zgodovina, geografija, športna vzgoja, pri vseh predmetih lahko primerjamo pristope različnih kultur do neke teme, ne. In to, kot sem rekla, tudi ob obravnavi slovenskih avtorjev, ki sodijo v slovenski literarni kanon, ali avtorjih, ki sodijo v tako imenovani koncept medkulturne književnosti, ne. No, in zdaj bi jaz na osnovi primerov pokazala nekaj, torej dva avtorja, ki sodita v ta tako imenovani slovenski literarni kanon, in tri avtorje, ki jih lahko uvrščamo tako ali drugače v koncept medkulturne književnosti. In bom ob njih tudi povedala, kaj pravzaprav si lahko predstavljamo pod medkulturno književnostjo, ne. Tako da tu je zdaj Iva Cankar in jaz sem, kot rečeno, bila pozorna seveda na njegov jezik, ker kot rečeno stopam v besedila skozi jezik, ampak Cankar je še toliko bolj zanimiv, da ga na tak način, kot ga bom predstavila, obravnavamo, zato ker je imel tudi sam zelo jasna stališča, tako o življenju in družbi, kot tudi je zelo jasno in eksplicitno raziskoval izrazno moč in učinek besede. Se pravi, on ni pisal pač kar pride, ne, ampak tako piše recimo v pismu Henriku Tumi,
29. marca 1918 piše, kadar pišem, mi je edina skrb, da jasno povem, kar mislim, in pa da natanko do najtišje nianse čuti z mano tisti, za kogar pišem. Torej, vidite, on je tukaj zelo izrecno zapisal, da mu ni vseeno, kaj doživlja bralec. In je celo želel, da čuti na enak način. In se pravi, da se je on zelo trudil, da je izbiral besede in druga izrazna sredstva, da je da je svoj svet čim bolj natančno opisal. Danes vemo, mi lahko si po svoje interpretiramo tudi Cankarjeva dela, ampak to, da je bil on tako zelo pozoren na jezik, da je tudi on večkrat svoja dela ni samo napisal in oddal, ampak večkrat prebral, glasno bral svoja dela, tako da je slišal tudi, kako zvenijo posamezne besede, kako se oblikuje cel ritem njegovega besedila. Tako da v tem smislu lahko rečemo, da je imel zelo ozaveščen odnos do jezika, in je zato seveda toliko bolj zanimivo, kako sedaj danes deluje ta jezik, ali deluje tudi na tak način, kot si je on želel. No, zdaj najbrž tudi dobro vemo, da je Ivan Cankar, da ne velja za enostavnega avtorja, da velikokrat učencem pri pouku težko predstavimo vso globino, širino njegovih besedil, ker zahtevajo tudi daljšo, bom rekla, in širšo seveda življenjsko izkušnjo, ki jo dijaki nimajo. Tako da tu je treba biti tudi z tega vidika zelo občutljiv, oziroma pozoren, kako približati mladim ta svet, ki jim je lahko zelo daleč, in potem velikokrat zaradi tega dosežemo ravno nasprotno. Si ga mladi nekako ga začutijo kot pretežkega in se ga nikoli več ne lotijo, ne lotimo v življenju. Veliko najbrž je takih ljudi. In govorimo o Cankarju, ja, kot velikem, največjem slovenskem pisatelju, ampak beremo ne. In tu je, in to ne velja samo za Cankarja. Najbrž je veliko klasikov tudi pri drugih književnostih, drugih, ki so pisali v drugih jezikih, drugih kulturah, ki se jih ne bere. Se jih ima za največje, ampak bere se pa jih ne. In tudi že v njegovi dobi so se spraševali, torej so mu očitali, da ne piše za ljudstvo. No, zdaj tukaj ne bomo šli globlje, kako je on reševal, kako se ni želel prilagajati na nek način, zniževati standardov, po drugi strani pa je želel biti blizu ljudstvu. Ampak zakaj gre? Zakaj je njegova literatura bila tudi takrat zahtevnejša? Ker mi vemo, da govorimo o tistem obdobju kot moderni, se pravi, da je Cankar in tudi ostali predstavniki slovenske moderne so v bistvu ustvarili v resnici literaturo, ki je v bistvu moderna še danes. Recimo realistične avtorje, Kersnika, Jurčiča in tako naprej beremo, ampak beremo kot nek dokument. Čutimo neko arhaičnost, medtem ko moderno, tako pesnike kot Cankarja, kot pisatelja, jih še danes lahko čutimo blizu. Zakaj? Ker so pravzaprav oni ustvarili literaturo v tistem modernem pomenu besede, kot smo rekli, avtorji ustvarjajo svet po svoji zamisli. Ne težijo več po sprejemanju sveta, ampak s svojimi očmi vidijo svet in ga izražajo. In to je Ivan Cankar v epilogu k svoji prvi zbirki črtic, vinjete, 1899 je povedal ta famozni izrek: moje oči niso mrtev aparat, moje oči so pokoren organ moje duše in njene lepote, njenega sočutja in njene ljubezni in njenega sovraštva. Se pravi, povedal je, da bo slikal svet tako, kot ga vidi njegova duša skozi oči. In v resnici je Breda Pogorelec, ki se je ukvarjala
tudi prav, ona je temu rekla lingvostilistika, ne? Torej s tem lingvostilističnim pristopom se je ukvarjala z njegovo književnostjo in je v bistvu povedala takole, kaj se zgodi torej v moderni. Sedaj v moderni postane predmet moderne umetnosti umetnikovo razmerje do življenja. Umetnik je v žarišču sveta. Svet oblikuje sprva bolj, pozneje manj natančno, a čedalje bolj jasno z namenom govoriti o lastnem razmerju do tega življenja, o lastnem spoznanju. Razmerje kot predmet umetnost beseditve samo po sebi pripelje do spremembe v načinu oblikovanja. Namesto plastične reliefne zgradbe gre sedaj za nekakšno projekcijo na samo pripovedno zgodbo. Se pravi, zdaj ni več v ospredju zgodba, ampak je v ospredju komentar. V ospredju je Cankarjev odnos do te zgodbe, do dogajanja, ne. Se pravi, da je osnovno Cankarjevo načelo, pravi Pogorelčeva, skrajna funkcionalnost besede. Ta je zmeraj v službi Cankarjeve umetnostne ideje in njegovih pogledov na stvari. Tako da v bistvu me je zanimalo, kakšna je torej ta beseda Cankarjeva. In v tem delu, ki sem ga omenila, v bistvu obravnavam, tako po zgledu teh sodobnih receptov, kako obvladati, ne vem, vesolje v 5 korakih. Torej sama pravim, kako brati in obravnavati Cankarja v 5 korakih. Tu ne gre za poenostavljanje, gre pravzaprav za pristop, ki nas lahko pripelje globlje kot sicer. In sicer v prvem koraku, da pogledamo njegove ključne besede, v drugem koraku, kako tvori, s katerimi sredstvi oblikuje moč teh besed, potem pridemo v tretjem koraku do idej, in v četrtem koraku razširimo te ideje tudi s primerjavo, kako si je on oblikoval recimo na Dunaju, ta pogled, torej ta medkulturni pogled, ali pa s sočasnimi drugimi avtorji, ali pa s prevodi, lahko pridemo še do novih uvidov in v 5. koraku v bistvu začutimo celotno besedilo kot celoto in se prepustimo razpoloženju tega besedila. Zdaj, jaz ne bom, ker nimamo časa, vseh teh 5 korakov predelala. Opozorila bom predvsem na prvi in drugi korak. V bistvu gre za to, da pogledamo njegovo besedišče in nekatera njegova sredstva, ki jih lahko uporabljamo tudi pri pouku jezika in s katerimi v bistvu dosežemo, da ustvarijo učenci neposreden stik s pomeni, Cankarjevim pomeni. In tukaj opozarjam na to, da z novimi mediji, sodobnimi jezikovnimi tehnologijami lahko v bistvu si privoščimo marsikaj, kar si prej nismo mogli. Tako sama raziskujem sedaj na tak način, da naredim iz besedil korpuse in tako sem naredila tudi iz Cankarjevih del, ki so večina njegovih del je naložena na Wikiviru in tam lahko dostopate prosto. Jaz sem potem iz tega naredila korpus, elektronsko zbirko, urejeno, označeno, tako da lahko opazujem različne besedne vrste in pač vso statistiko. Ampak tudi učitelji, oziroma učenci ali pa bralci sploh, lahko na spletni strani, torej recimo njegovo besedišče, vtipkate eno besedo v iskalnik in se vam pojavi v različnih kontekstih. Zakaj je to pomembno pri Cankarju? Ker je analiza tega korpusa mi je pokazala, da je ena glavnih Cankarjevih značilnosti, da večji del svojega besedja ponavlja. Torej njegovo bogastvo ni v novih in novih besedah, ampak on ene in iste besede, in to zelo elementarne, on ni bil pristaš teh visokoletečih fraz, ki so jih uporabljali tudi tedanji populistični politiki, proti katerim je tudi on nastopal večkrat, torej je bil kritičen. On je v bistvu želel elementarne, osnovne besede, oči, roka, srce, uporabljal, ali pa velik, dolg, tudi take enostavne pridevnike je uporabil v novih in novih zvezah in iz tega nastajajo novi pomeni. In besede, ki jih pa uporabi samo enkrat,
So pa recimo kakšne novotvorjenke, ne, on je zelo rad tvoril barvne, ne, rahlo modro, rahlo čudno zeleno in tako naprej, ne, take novotvorjenke, ali pa no, nekateri zborni, danes že arhaični izrazi, kot so duri, ne, dacar, recimo nekaj je takih, ne, ki jih je pač treba potem učencem predstaviti kot arhaične, ampak drugo jih je pa treba samo opozoriti, da pravzaprav lahko iščemo iz znanih besed nove pomene, ki nastajajo ob povezovanju, ne. Ker tudi statistična analiza, če bi vam kazala, ampak zdaj ne bom, ker ni dovolj časa, nam pokaže, da on polovico besedišča ponavlja, nenehno ponavlja, ne. No, in zdaj tukaj sem iz teh recimo 100 najpogostejših Cankarjevih besed, izmed katerih sem sicer izločila tiste najbolj osnovne glagole, iti, priti, dati, ne, se pravi take, ki so res zelo nevtralni, ne, glagoli ali pa kakšni prislovi, ne, časovni, danes, jutri, tako v tem smislu to sem izločila, ali pa slovnične besede, ne, inter, ki in tako naprej. Tako da tukaj so potem pa vse ostale tiste, ki so potem, bom rekla, ki so najbolj pogosto rabljene, ne, in to je zdaj 100 ključnih besed, tak miselni oblak, ne, in vidimo, da v bistvu te oči, ne, ki jih je on izpostavil kot ključen organ pri opazovanju, ne, sveta, vidimo, da se največkrat pojavljajo tudi v njegovih literarnih delih. Se pravi, on skozi oči svojih junakov predstavi njihova občutja, njihove misli, v bistvu njihove ideje, ne. In samo, če greste recimo v nekem delu skozi oči, ne, različnih junakov, bodo recimo tudi, ne, mladi bralci doživeli, kakšne vse so te oči, kako slikovito in doživeto je Cankar opisoval oči svojih junakov, ne, svojih literarnih oseb. Enako bi rekli za srce, roka, človek, in vidite, da so tudi potem glagoli gledati, videti, ne, zelo pogosti, ker so povezani z očmi, ne. No, potem imamo tudi zanimive besede, kot so pot, dolina, tudi hiša, ki so zelo značilne, ampak nimamo danes časa, da bi šli v to smer, ki so zelo tipične tudi za slovensko kulturo. To so v bistvu tudi ključne besede slovenske kulture, ne. Vemo, da nam hiša veliko pomeni, doline in gore so tudi take ključne, tudi mitske podobe slovenske pokrajine, ne. No, hočem povedati, da je v bistvu Cankar s svojim besediščem najbrž povzel slovensko kulturo, slovensko krajino tudi, ne, kulturno, hkrati pa vplival na naše besedišče, ne. In tukaj pravim, samo na hitro opozorim, da je pravzaprav njegova funkcija za slovenski jezik, ne samo književnost, podobna kot je Shakespearejev pomen za angleško književnost in jezik, ne. Tudi Shakespeare je ustvaril veliko besed, za katere točno vedo, ne, danes so celi, ne, knjige napisane o besedišču, ki ga je ustvaril Shakespeare, ne. No, in tu ta pomen Cankarja je pa treba še ovrednotiti, ampak zato ga je tudi smiselno na tak način opazovati. In pravim, da ne bom predolga, tukaj bi opozorila samo na nekaj potem načinov, s katerimi se Cankar potem v bistvu, s katerimi povezuje, ne, te besede. In poglejte, on je včasih zelo neposreden, ne, recimo pravi življenja gnus, ne. In če pogledamo prevod, vidite, tukaj ta medkulturni pristop nam veliko pove. Italijanski prevajalec je namesto, da bi rekel direktno, ker bi lahko tudi rekel življenja gnus v italijanščini, ne, bi bil lahko dobeseden prevod, on je to nekako ošibil, je naredil nekoliko, lahko rečemo, bolj politično korekten izraz in je izrazil to quanto c'è di peggio nella vita, torej kar je najslabšega v življenju, ne, tako se je na tak bolj nežen način izrazil, ne. Medtem ko Cankar je bil pa, njegov izraz je zelo močan, ker je torej te elementarne besede še povezoval
v bistvu zelo direktno, ali pa recimo imamo tudi kakšen drug primer, ko nekdo reče, ja, debel sem, ne. Bresan uporabi prevod "vmes sem podi panča", torej malo sem se poredil, malo. Tako da v tem smislu lahko vidimo, da je Cankar v bistvu zelo neposreden pri rabi besedišča. Ravno tako on jača pomen besed z neobičajnim besednim redom. Ne? In tukaj spet lahko vidimo, ne, to sem opazovala s prevodi, kjer je prevajalec ustvaril nevtralni besedni red, ne. Recimo tukaj bi bil nevtralni besedni red: Martin Kačur je prišel v gostilnico rosen in blaten. Cankar pa v bistvu te besede, ki bi morale biti v zadnjem delu, torej kot tista nova informacija, jo postavi v izhodišče. In to počne velikokrat in s tem v bistvu poudari tako izhodišče kot konec. Torej tako dobijo dodatno intenziteto ta rosen in blaten, ker so na nepričakovanem mestu, sta ti dve besedi, kot tudi Martin Kačur, ki se znajde zdaj sredi, ne kot neko izhodišče, in vse besede pravzaprav, ne, tako izhodišče kot jedro, kot ta ciljni del, ne, pridobijo na pomenu, na moči. Ne. Ravno tako spodaj: groza je izpreletela Kačurja. Ne. Nevtralni besedni red bi bil: Kačurja je izpreletela groza. Ne. No, in tukaj seveda lahko učencem jih opozorimo na to sredstvo, vprašamo, ne, kakšen pomen je zdaj dodal Cankar, lahko jih tudi učimo čisto besednega reda, ne. Kaj je nevtralni, običajni besedni red v slovenščini, kaj pa recimo Cankar počne in zakaj počne to z besednim redom. In enako je recimo stavčno členjenost, torej skladnjo pri Cankarju, torej skladnjo lahko izjemno dobro delate ob Cankarjevih besedilih. Jaz to delam s svojimi študenti in gotovo se da tudi z dijaki, najbrž kaj se da tudi v osnovni šoli, ne. Se pravi, gre za to, da so njegove povedi zgrajene velikokrat iz 4 delov ali iz 2 delov, več stavkov je v eni povedi in večkrat se tudi ponavljajo določene besede tudi znotraj ene povedi. Vidite, da se tukaj pojavi ta še, njegov, ne. Se pravi, to vse lahko opazujemo, zakaj, ne. Tukaj ni tisto klasično, kot se učimo, ja, da se ne sme ponavljati besed istih, ne, da to ni potem dovolj živo besedilo, ne. Tu v bistvu ugotovimo, ne, lahko ugotovijo, kakšen učinek ima to ponavljanje in kakšna je njegova stavčna zgradba. In tukaj lahko v bistvu res se učimo analize, ne, stavkov, ampak ugotovimo, kakšno funkcijo ima, zakaj on uporablja ne, to dvodelnost, trodelnost, zakaj ponavlja besede, zakaj menjuje besedni red, ne. Se pravi, učenci spoznavajo recimo skladnjo v funkciji, ne. In to je recimo ta prednost, konkretna prednost književnosti pri konkretni obravnavi jezikovnih ravnin, ne, da spoznajo jezik v funkciji. In potem je pa še ena, ne, prednost, preden grem zdaj še na hitro še k drugim avtorjem, da na tak način, ja, še malo grem nazaj, da na tak način, ko spoznajo, bom rekla, tipične besede nekega avtorja in tudi potem sredstva, s katerimi se te besede povezujejo, v bistvu jim postane ta avtor bližji, ne. To je pa zdaj ta vzporednica s tujim jezikom, ne, ko vemo, da v začetku ne zaznavamo, ne, ko se srečamo prvič z nekim tujim jezikom, ne zaznavamo niti, kje se ena beseda zaključi, kje druga začne, ne. Se pravi, ne ločimo niti, kaj so besede. Potem, ko pa pridemo, ne, z nekimi osnovnimi, bom rekla, ne, urami jezika, pridemo do nekega praga poznavanja besedišča, tistega osnovnega besedišča, ko potem lahko poslušamo jezik, ki ga ne razumemo še, ga še ne znamo, ne, da bi rekli, evo, smo tekoči govorci, ne, ampak se nam pomeni že povezujejo, ne. Se pravi, ko dosežemo nek prag, lahko vstopimo v ta jezik in se nam potem sami od sebe novi pomeni odpirajo, ne. Najbrž ta občutek vam je znan,
Sama vem za te jezike, ko sem se jih učila, ne, kot odrasla oseba, vem točno, kdaj se je ta točka zgodila, ne, kdaj sem prišla do te točke, ko sem se lahko sprostila deloma v jeziku, ne, čeprav ga še nisem obvladala. In tu je smisel, ne, da pač, ko se dela z učenci, ko se gre skozi besedišče, ko se spozna to osnovno besedišče, osnovne pristope jezikovne, potem ni treba, da oni samo sledijo, kaj je hotel povedati, kakšna je zgodba, ampak so pozorni na te, bom rekla, prijeme, ne, in jim je to lahko zelo zanimivo, oni to lahko zelo raziskovalno, kot sem rekla, gredo, ne, po spletu in tako, in potem se jim začne odpirati tudi ta Cankarjev svet, ne, in tukaj zdaj pač ne bom šla v to, kaj vse je Cankarjev svet, ne, torej ne bom zdaj teh 3., 4., 5. koraka, ampak vsekakor gre za to, da je fino se potem prepustiti na tej osnovi, ko poznamo, ne, te osnovne prijeme, potem je fino kar brati in poslušati ritem in se prepustiti in si potem se bodo ti pomeni sami odpirali, ne. Ker kot rečeno, tudi Cankarjeva proza je izjemno in tudi drame so izjemno ritmične, ne, je užitek tudi poslušati, če, kot rečeno, potem lahko prepoznavaš te osnovne pomene, ne, ki so ti vnaprej, torej na ta način ti postanejo blizu. No, in če zdaj grem še, kratko, koliko časa še imamo, imamo še 5-10 minut. Ja, lahko, jaz sam povem, ne, da sem morala mička prej posloviti, pa boste Tini dokončali. Hvala. Ja, Vesna, zelo zanimivo, jaz mislim, da je vsem zelo zanimivo in da imamo kup vprašanj. Dobro, hvala, Karmen. In ja, se pravi, da lahko pogledamo še drugega velikana, ne, to je zdaj pesniški velikan. Tukaj seveda gre za to, da je ravno tako, ne, ga v šolah predstavljamo kot velikana, ga pa danes ne toliko beremo, čeprav vseeno mogoče bolj kot Cankarja, ne, ker so krajše pesmi, ker jih nekatere že kar dobro poznamo, ne. Ampak vseeno tukaj pa je tudi, bom rekla, nekoliko večji še problem te arhaičnosti jezika, tudi poetika je bila takrat takšna, da se še bolj menjava v besedni red, ne zaradi učinka, ampak je bila to običajna praksa pri oblikovanju poezije, ne. In je to potem, bom rekla, onemogoča nekako ta bolj neposreden stik s to poezijo, ne. In zato je tukaj potrebno spet se pomisliti, kako približati, ne, Prešerna, ne, da bi, ne, takoj prišli s tem, ja, to je pa največji pesnik in, ne, on je bil pač nesrečen in je bil, ne, veliko naredil za narod in tako naprej in to pač, kot rečeno, se učenci naučijo na pamet in je to. V bistvu gre spet za ta pristop, da gremo skozi njegov jezik oziroma da tudi pogledamo, katere so tisti bom rekla, načini, da jim ga približamo, ne. Tako kot smo Cankarja prvenstveno skozi jezik, tukaj recimo predlagam tudi, da, ampak to za vsako literaturo velja, da poskušamo vsako literarno delo, ki je izhodišče obravnave, to je recimo pri tem modelu Tilka, ne, govorim o tem, da pač lahko vsako učno enoto začnemo z besedilom. Lahko je to neliterarno, lahko je pa literarno, ne, lahko je tudi slikovno, lahko je strip, lahko je tudi samo neka slika za spremembo, ne, ampak vedno naj bo neko sporočilo, ne, izhodišče za obravnavo. No, in če imamo literarno besedilo za izhodišče, potem tudi, če gre za tako arhaično, tudi, če gre za starejše besedilo, pomislimo, kako ga lahko aktualiziramo, ne. No, in to sem pa tudi že sama preizkušila, ko sem še učila na srednji šoli, na gimnaziji, sem se odločila, da sem recimo predstavila prvi stik, ne, je bilo pismo, ki ga je pisal Prešeren z Dunaja, ne. In tako kot sem že rekla pri Cankarju, da je zelo smiselno, zdaj danes nisem bila pozorna na to, ampak zelo smiselno pokazati, kako je on svoj miselni svet, kako je slovensko kulturo v bistvu tako natančno presodil, ravno zato, ker jo je doživljal z Dunaja.
On je bil tam večji del svojih najpomembnejših del je napisal, ko je bil na Dunaju. Ne? Se pravi, ta zunanji pogled, tu gre spet za to medkulturnost, ne? Zaradi katerega je Cankar to, kar je. Ne? In Prešeren je pravzaprav tudi, recimo, že ne, je tudi zanimiv ta pogled, kaj je on pisal, kako je doživljal, kako se je v bistvu že v mladi dobi pokazal kot nek, bom rekla, odločen, tudi svobodomiseln fant, ki se je že tam uspel oziroma pokazal svojo uporno držo. Ne. On je bral Aristotela, ko niso smeli ga imeti zaradi tistega dela o komediji. Ne. In je bil zato izključen potem. In o tem piše v tem pismu. Ne. In tukaj se je dijakom seveda takoj približal, malo starejši od njih, študent, je bil tak uporniški. Ne. No, potem seveda sem spet šla na to, da sem pokazala to njegovo širino, ne, da je pač, no tukaj seveda povem, kako je Čop imel pomembno vlogo, da ga je seznanjal z italijanskimi renesančnimi oblikami, španskimi, tudi antičnimi formami in kako je torej on želel, ne, vse te tuje forme spraviti, dokazati, da je slovenski jezik primeren za vse te forme. Ne. Se pravi, gre ves čas za ta, bomo rekli, medkulturni pristop. Ne. Potem smo brali istočasno torej te Prešernove poezije v izvirniku in prevodih. In smo v bistvu ugotavljali, kaj je prevod, čemu je prevod sledil, v čem pa v bistvu ni mogel. Ali pa včasih celo boljše, ne, ampak redko kdaj. Ne, ugotavljali so sami učenci, da ne more prevod zadostiti, ne, vsemu temu, kako je to skladnost, tako na glasovni ravni, kot pri izboru besed, kot pri rimi, kot pri retoričnih, ne, teh figurah. Se pravi, da noben prevod nima vsega tega, kar vsebuje izvirnik. Ne. In tukaj so potem sami pravzaprav ugotovili, res, ne, mislim, sploh se ne da tako prevesti. Ne. In potem je seveda tudi, ko smo sočasno brali v različnih jezikih, v italijanščini, angleščini, ruščini, takrat smo slučajno imeli eno iz Rusije, ampak italijanščino, angleščino so pa razumeli večina, ne, vsi, in smo brali torej te druge sočasne svetovne romantike in so v bistvu ugotovili, ja, zelo podoben je ta duh, ne, ampak v bistvu je na zelo enak način, mislim, pač zelo je bil na ravni in nič posebnega niso oni proti Prešernu. V bistvu so si zelo, ne, po duhu in po nivoju enaki. Ne. In ob tem, da jaz takrat nisem, ampak seveda mi bi lahko arhaizme opazovali, lahko bi tudi besedni red opazovali, ne, ampak v bistvu vse to, kar govorim, lahko pri Prešernu krasno analiziramo skozi, bom rekla, literarno teorijo. Pri njem, jaz sem takrat to naredila, lahko celotno literarno teorijo predelamo na primeru Prešerna. Torej vse metafore, vse trope, vse vrste, ne, od primer posebitev pravih metafor, metonimij, ne, simbolov in tako naprej, do figur, ne, torej vseh teh srečtev, antiteza, oksimoron in tako naprej. In seveda, pravim, še druga jezikovna sredstva, ampak celo literarno teorijo lahko predelamo na Prešernovi poeziji in oni potem to iščejo mladi, ne, ta raziskovalni duh vzbudiš pri mladih, tako kot sem prej rekla, ko iščejo te besedne zveze pri Cankarju. Ne. In s tem so potem dejansko sami ugotovili, so rekli, ja, Prešeren je pa res velik, ne, Prešeren je v resnici, kako je to zmogel, ne, na vseh teh ravneh toliko stvari. Ne. In potem na koncu sem jim tudi dala, da so se na pamet naučili recimo pesem Pevcu, ki je najkrajša, ampak zelo jedrnata, ne, glede in zelo bogata na vseh ravneh, ne, in so jo interpretirali po svoje. Ne. Sem rekla, bom tudi ocenila, ampak vi dajte take poudarke, kjer vam, ne, ki so vam blizu, in to so potem z največjim užitkom, ne, v obeh razredih, kjer sem to tako obravnavala, so bile krasne interpretacije. No, to je Prešeren.
Zdaj pa na kratko še 3 avtorje, ki jih lahko imamo za medkulturne v takem ali drugačnem pomenu. Čeprav smo videli, ne, tudi pri Prešernu, tudi pri Cankarju je dobro, da izpostavimo, kako se oblikuje njihov svet v stiku z drugimi kulturami, z drugimi jeziki, ne. No, zdaj pri Tomažu Šalamonu, ki je sodobni avtor, katerega se velikokrat in bralci, in učitelji, in mladi bojijo, ker je tudi dostikrat nerazumljiv. Ampak zakaj gre pri njem? On je v bistvu pa bil drugačna, poetika je bila popolnoma drugačna kot pri Cankarju in je njegova analiza njegovega korpusa, ker sem enako naredila kot pri Cankarju, je pa pokazala, poglejte spodaj, imamo koliko besed, ta enka, koliko besed se pojavi samo enkrat. In če sem rekla, da se pri Cankarju več kot 50% besed ponavlja, je pa pri Šalamunu ravno obratno, se 56,4% besed pojavi samo enkrat. Če štejemo še teh 15%, ki se samo dvakrat, vidimo, da se 3/4 odstotkov, torej 75% besedišča pojavi samo po enkrat ali največkrat dvakrat. Ne. Se pravi, da je njegov učinek, njegova moč besede raste iz teh novih besed. In on uporablja veliko tudi tujih besed. On je bil pač tudi popotnik, ne, in je bival v Mehiki, v ZDA, Francija. Bil je iz tudi medkulturnega okolja, ne, je bival v Kopru, tako da ima italijanščino, narečje, istrsko, slovensko, italijansko. Vse to besedišče je vključeno in je z tega vidika zanimivo opazovati. Njegovo besedišče, ne, katere so novotvorjenke, kako delujejo, zakaj je tam tvoril nove besede, zakaj je uporabil tuje izraze. Ne. In v bistvu si pač predstavljam, da bi Šalamunovo poezijo dejansko opazovali najprej to razmerje med slovenskimi besedami in tujejezičnimi citati, ne. In tu se v bistvu čuti ves čas ta dialog, ne, ki ga na ta način Šalamun odpira, ne, s temi tujejezičnimi citati. Potem lahko opazujemo jezikovno raznolikost, kot sem rekla, ne. Lahko opazujemo dialektizme, žargonizme, neologizme, to lahko vidijo na konkretnem primeru, ne, v Tomaževi, torej Šalamunovi poeziji. Ali pa analiza superlativa. Se pravi, Šalamun krepi svoj izraz, ker to so vse močni, ne. Za Cankarja rečemo, da je bil močen avtor in sem prej povedala, kje izvira moč, ne, njegovih elementarnih besed, ki jih povezuje v vedno novih kontekstih. Pri Šalamunu gre pa za to moč iz teh novih, vedno novih besed in tudi prav recimo teh močnih besed, ne, absolutno, božji, ne, to so besede, ki jih on velikokrat uporablja, ali pa tudi zelo, največji, ne. No, in te izraze moči, ne, tudi vidimo, da jih pač zelo pogosto uporablja, in spet tudi pri njem lahko opazujemo nekatere ključne besede, človek, Bog, sonce, ne, spet tudi glede, recimo gremo lahko po korpusu ali pa po nekih spletnih zbirkah, ne. In še to lahko rečem, ne, ker vidite, kako se zdaj tudi te ključne besede razlikujejo med avtorji. Zelo zanimive vaje so, ker zdaj so tudi ta orodja za te miselne oblake, ne, jih lahko naredite sami, in to sami učenci naredijo, recimo vstavijo samo eno pesem ali pa recimo eno pesnitev ali pa nekaj del in ugotovijo, katere so ključne besede, ne, tiste najpogostejše, in potem v okviru miselnega oblaka predstavi, potem lahko ugotavljajo, ne, vsak predstavi svojega avtorja, pa ugotavljajo, evo, katero je besedišče Šalamunovo, katero je Cankarjevo, katero ne. V tem smislu je ta, bom rekla, z enim raziskovalnim pristopom je lahko zelo zanimivo za učence spoznavati te avtorje, ne. In preko tega seveda potem razmišljamo o idejah, ne, se pravi, preko besed pridemo in preko vse te raznovrstnosti besedišča pri Šalamunu lahko spoznamo, v bistvu on je najprej, ne, spet ne bom o idejah, ampak najprej je rušil, potem pa gradil zelo ljubeč, zelo vključujoč svet, ne. Ampak to se vse skozi to besedišče da analizirati. No, in zdaj pa za konec samo še dva res medkulturna avtorja, ker
sta živela ali živita, en še živi, Josip Ost je žal zdaj že pokojni, je medkulturni avtor v pravem pomenu besede. Medkulturna književnost, ta pojem se zdaj že uveljavlja, ne? Gre za književnost, ki jo bodi si pišejo avtori, ki pripadajo več kulturam, in tega vemo, da je zdaj veliko, ker je veliko migracij in potem avtori ustvarjajo v novem okolju ali ustvarjajo v novem jeziku ali ohranijo starega, ampak vsekakor se pri njih prepleta več kultur. Potem lahko gre tudi za književnost, ki je ne nujno pišejo takšni avtori, ampak so ljudje, pisci so veliko bolj senzibilni za migracije, za svet migrantov, se pravi, opazujejo te stike različnih kultur. Ni nujno, da gre za migracije, lahko gre za obmejne ali pa večkulturne prostore. Se pravi, lahko je potem medkulturna literatura tudi, ker se prepleta več jezikov, ne? To vse so elementi, kjer prav tudi literarna teorija razlaga o medkulturni književnosti danes, ne? In Josip Osti, ki je takšen avtor, ker je pač bil najprej uveljavljen bosanski avtor in je potem začel v slovenščini pisati, v bistvu lahko opazujemo, kako se s slovenskim jezikom, ki vstopa v poezijo, ker on je potem začel pisati v slovenščini, v čem je ta jezik mogoče drugačen, v čem se, ko beremo njegove hrvaške in slovenske poezije, tudi v prevodu, ker on se je potem tudi sam prevajal, opazujemo sorodnosti in razlike, tudi v idejah, recimo, ne? Ali pa kako imajo iste besede v vsakem jeziku drugačen pomen, ne? Ali pa kako je hkrati, je pa še to, še zadnja zanimivost Ostija, namreč on je zelo veliko pisal haikuje, ker se je njegova forma pravzaprav iz tiste bosanskega pripovedništva, njegova poezija je bila veliko bolj pripovedna, prej v slovenskem jeziku je pa postajal vedno bolj lirik. In prišlo je tako daleč, da je prav haiku na koncu pisal, ne? Da je trivrstično formo in v bistvu ugotavljajo lahko, učenci imajo zelo radi, ne, te haikuje, ugotavljajo lahko vse te, kako je v bistvu zreduciral, ne, tisto pripovedno dolžino, ki je bila značilna za njegovo bosansko poezijo, kako jo je zgostil v kratki formi in torej kaj vse tiste besede v tej kratki formi pomenijo, ne? In spet spoznavajo v bistvu literaturo skozi jezik, ne? No, in podobno pri Miroslavu Košuti, ki je zamejski avtor, torej slovenski avtor v Italiji, ne? Tukaj pa lahko opazujemo, in to tudi jaz pogosto počnem s svojimi študenti v Trstu, se pravi, analiziramo tematiko in motive iz manjšinskega življenja, torej tukaj vidimo tako neko angažirano, ne, z vidika neke nacionalne ideje, ali pa te krajinske bivanjske motive značilne za zamejstvo, ne. Potem opazujemo prevode v italijanščino in vidimo, kako imajo v bistvu tudi dobesedni prevodi različen učinek v različnem jeziku, ali pa da nekatere besede niso prevedljive, ne. In jih ima potem tudi italijanski prevod, se pravi, vidimo, koliko je takšnih slovenskih besed, ki se jih ne da prevesti, ne? Recimo drnjuli, božime, ish, ne? To so besede, ki smo jih našli v italijanskih prevodih na enak način napisane, ne? No, in potem seveda lahko ugotovimo, katere so njegove jezikovne posebnosti, prav ko primerjamo prevode, ne? Preverjamo in vidimo, kako je v bistvu to v nevtralno prevedeno. V slovenščini je pa to nekaj posebnega, ne? Pridevnik je postavljen na drugačno mesto, ne? V italijanskem prevodu je pa normalen prevod in tako naprej, ali pa sklonske oblike posebne, ne? Skratka, ravno iz primerjave, ne, med izvirnikom in prevodom, in recimo v tem primeru imamo veliko prevodov v italijanščini, ne, lahko ugotovimo te posebnosti, od kod torej črpa moč poezija Miroslava Košute, ne. No, in s tem bi jaz tudi zaključila ta prvi del, ne, bi seveda poudarila, da sem pri vseh teh avtorjih izpostavila medkulturni pristop obravnave književnosti, ker pravim, prvič ponuja se na tak način učencem
ta dvojni pogled, torej lahko opazujejo, ali še mnogotiri pogled, opazujejo resničnost skozi več jezikov, skozi več kultur, hkrati pa spoznavajo, kako so avtorji si formirali svoj pogled iz več teh perspektiv in kako je bilo to pomembno, kako se to tudi pri kakšnih njihovih literarnih junakih pozna in tako naprej. Zdaj tukaj nisem šla tako globoko, ampak dejansko lahko vse to opazujejo znotraj na tak način. In tukaj potem seveda pridejo tudi individualne in osebne izkušnje učencev do izraza, se pravi, oni lažje najdejo sorodnost, če imajo možnost, če vidijo, da lahko se pogleda na književnost z različnih vidikov, se pravi, da lahko tudi oni čutijo, da lahko svoj pogled pokažejo, sploh če imajo oni različna kulturna ozadja. In na ta način pravzaprav se ta načela, kako sprejemati različnost, kako si oblikovati samo podobo ob tem, ko se primirjamo, hkrati pa sprejemamo drugega, to v bistvu demokratično sobivanje, ki naj bi bil cilj naše, torej tudi širše civilne vzgoje, kako to dosegamo prav s takšnim medkulturnim pristopom pri obravnavi književnosti, ko vstopamo v književnost skozi jezik. Se pravi, tu sem želela dvoje izpostaviti, koliko pomeni vstop v književnost skozi jezik, kako smo lahko bolj konkretni, kako si oblikujemo konkretnejše pomene, konkretnejše začutimo doživljanje na konkretnejši način in kako nam, če primerjamo različne jezike, kako se z različnimi jeziki vstopa v ta svet, kako nam to vse doprinese k tej širši perspektivi in razumevanju sveta. In tako se potem približamo tisti pristnosti, tudi lastni pristnosti, lažje o sebi razmišljamo na ta bolj pristen način in seveda tudi književnost začutimo kot tako in se približamo mogoče temu, kar je Cankar zapisal v svoji zaupnici Mariji Reisnerjevi. Tako je zapisal: kajti potreba ni samo, da človek gorko čuti in pošteno misli, temveč je to treba tudi tako povedati, da je beseda samo še naraven glas srca in pameti. Tako da, evo, jaz vam želim čim več take književnosti in tudi, da bi znali učencem predstaviti, da je v bistvu književnost en tak pristen pristop, pristen odnos do sveta. Toliko za prvi del. Najlepša hvala, doktor Vesna Mikolič. Zdaj bi pa midve s Tino kar odprle diskusijo, tako da vsi gledalci in gledalke vabljeni, da vprašate, kaj komentirate, kar izvolite. Pa bi pa mogoče jaz najprej vprašala, Vesna, in sicer kako pa vaši študenti sprejemajo tovrsten pouk? Ja, saj pravim, recimo na nek način je to skoraj, bom rekla, nujen pristop, ker, kot sem rekla, jaz imam in slovensko in italijansko govoreče in potem jim dam večinoma pri seminarju književnosti, jim dam original in jim dam italijanski prevod. In potem v bistvu primerjamo nekatero izbiro besed, vidimo, kako je recimo močnejša velikokrat v izvirniku in ugotavljamo, zakaj ni mogel potem v italijanščini tako, ali pa zakaj je v italijanščini pač drugače. No, pri pouku jezika pa, ko imam pa te različne jezikovne ravnine, je pa v resnici jim je pa zelo zanimivo, ker, no tudi zato, ker jih pač učim, nekatere vsaj učim oboje in potem recimo Cankarja, obravnavamo tam v bistvu ravno tako besede, potem pa in potem tudi gremo že na sporočila, ampak recimo pri skladni in pa dam celo vrsto teh Cankarjevih besedil
In tam so že ugotovili, so rekli, aha, ampak mi zdaj tudi književnost spoznavamo, ne. V bistvu smo skladnjo analizirali in jim bilo krasno, da so ugotavljali kakšen, ne, učinek in so oni ugotovili, aha, ampak s tem pa zdaj še bolj razumemo Cankarja, ne, njegove ideje, ne. Tako da so sami začutili, da so ob obravnavi skladnje, ne, spoznali še Cankarja bolj, ne. In hkrati razumeli bolj tisto skladnjo, ne, ker so videli, kakšen je namen takšnih povedi, kot jih ima pač Cankar, ne. Tako da v tem smislu so zelo, ali pa recimo en konkreten primer, ne, ko se je tudi meni pokazalo, kako lahko, mislim, vsej več je takih, jaz bi zdaj lahko tega veliko naštevala, ampak recimo to je bil en prvih, ne, ko sem videla, kaj prinese tak jezikovni pristop pri poučevanju književnosti. Ko smo obravnavali, to je zdaj tudi zelo aktualna, nažalost, poezija, Kajuhova poezija Slutnja, ne, ko pravi, kako bojo ti, ki berejo Hajne, torej ki berejo vse te pesnike, kako bodo divjali po poljih s puškami v rokah, ne, torej slutil, da bo prišlo do vojne. In v bistvu začne pesem Ne morem verjeti, ne, ne morem verjeti, in to parkrat ponovi. In potem, ko smo to razlagali, kaj pomeni to, in tudi pač pogledali italijanski prevod, oziroma pač razložiti smo morali, da v resnici je to fraza, ne, torej frazem, ki v resnici ne pomeni ne morem verjeti, ne. V bistvu smo ugotovili, da to rečeš takrat, ravno v trenutku, ko ti to spoznanje pride, ne. On je torej ravno takrat, ko je to zaslutil, je rekel ne morem verjeti, ne. V bistvu ravno v trenutku, ko je spoznal, kaj se bo zgodilo, ne, ko je zaslutil to, ko je videl to, ne. In se pravi, da oni so spoznali na ta način ta naš frazem zelo globoko, ne, kdaj rečemo ne morem verjeti, ne morem verjeti, veste, ko rečemo, ne morem verjeti, ne. Kaj rečemo to takrat, ko res ne moramo verjeti, ali ko rečemo, wow, res, ampak res, ne, nikoli ne. Vidite, ne, na ta način smo zelo globoko spoznali ta frazem, ne, in hkrati začutili tako globoko Kajuha, veliko bolj, kot če bi samo rekli, aha, on tukaj je zaslutil, ne. Tu smo skozi to besedno zvezo smo začutili to globino njegovega tragičnega spoznanja, ne. Recimo, to je en tak primer. Hvala. Kakšno vprašanje strani gledalk in gledalcev? Ja, veliko tega, ne, je bilo veliko mogoče, ne, še preveč na kupu vsega, da si zdaj težko oblikovati kakšno, ampak če imate karkoli, ne, v katerokoli smer, to je bilo veliko smeri odprtih, ne, in tudi veliko tega nisem pravzaprav natančneje razlagala zaradi časovne omejitve. A lahko sem jaz mogoče? Prosim? Jaz mislim, da je to bil za en čisto tak nova perspektiva, nov pogled, v končni fazi tudi poučevanje tujega jezika. In na meni je zdaj to nekaj toliko novega, da nimam kaj vprašati, čeprav bi verjetno imela en grozno veliko kaj za vprašati, ampak nimam. To malo mi mora se usesti, ker se mi zdi pa dosti zanimiva stvar. Čeprav mislim, da je pa problem čisto tak z dijaki, ki, na primer, jaz poučujem nemščino kot drugi to jezik, in da bi primerjal zdaj, ne vem, original pa prevod, pa rečemo zdaj, da gremo na Cankarja, ker je že vsebina malo težja, ne, glih zaradi tega, ker nam se je priskutil zaradi pristopa, marsikake srednje šole, meni že v osnovni šoli, sem že zelo pozno začela Cankarja brati, prav iz tega obupa, a so oni sposobni sploh, dobro, slovensko bojo že razumeli, ampak prevod, da bi lahko sploh te primerjave delali, tu se mi zdi zdaj še v bistvu en malo večja, rečemo težava pri celotni zadevi, ampak malo mi mora to se usesti, tako da hvala lepa, zelo zanimiv pristop. Ja, hvala za to res, to iskreno, ne, opis doživetja tega predavanja, ker verjamem, da je tako, ker smo pač naučeni, ne, na to, da književnosti pri poučevanju tujega jezika skoraj, da pa ne, da ne bi hoteli, pač didaktika je bila drugačna in tudi bojimo se, ne, tako kot ste rekli, bojimo se, da je literatura
za te, ki se učijo tujega jezika, še prezahtevna, ne? Sploh, če jim damo še take zahtevnejše avtorje. Ampak tukaj lahko povem recimo tudi en lep, tudi en primer dobre prakse, recimo Vrhniki, ne, pa to ni zdaj zato, ker je, mislim, ker je Vrhnik, ampak to ni zdaj že ustaljena praksa, to je zdaj nekaj let zadnjih, je ena skupina bralcev, ki na močilniku vsako sredo se dobiva in bere Cankarja. Večina so to malo starejši, mislim, srednja, ne, zrela doba pa starejši, ampak imajo vsako toliko, pridejo tudi mladi, tudi dijaki, ali pa ko imajo potem kakšne tudi priložnostne ob raznih, ne, tako kakšne jubileji, pa pridejo potem še posebej dijaki, tudi pod mentorskim vodstvom, ne, pripravijo različna branja in zdaj so nekaj časa pri tujih jezikih prevajali Cankarjeva dela, ne. Dijaki. In jaz sem bila to priča, no, ko so potem nastopili s temi svojimi prevodi Cankarja, ne, v nemščino, francoščino, angleščino, mislim, da so bili ti 3 jeziki, ne, iz vrhniške, mislim, da osnovne šole, ne, višji razredi. In so dejansko z enim takim navdušenjem, ne, tudi potem, ko sem se pogovarjala, pripovedovali o tem procesu, ko so prevajali Cankarja, ne. No, in tu najprej mogoče samo povem, da ta skupina, ki bere Cankarja, to je sicer prišlo iz enega, bom rekla, protesta, ker so želeli ohraniti močilnik kot javni prostor, ker je izgledalo, da jim bodo, ne, zasedli, in so začeli tam brati. In to so ljudje, preprosti ljudje, mislim, niso slavisti in tako, tudi zdaj prihaja tudi knjižničarka, vrhniške knjižnice, ampak pravim, ne gre za to, da bi bili to strokovnjaki. In oni niso tudi imeli takega, ne, ker so vrhničari, niso imeli dosti bolj, jim ni bil dosti bližje. Ja, nekatera dela, kjer opisuje Vrhniko, so jim avtomatično, ne, bližja, ampak drugače jim je bil tudi zelo zahteven. In oni so se vrgli, ne, tako, prav v morje in plavali. In so rekli, ne, ravno to so mi oni tudi potrdili, kako jim s branjem, ne, postaja vedno bližji. Ne, da bi se trudili, oni berejo, ali razumejo ali ne, in tudi berejo odlomke, karkoli, in se ne trudijo s tem, sem jaz zdaj to razumel, ali ne, ampak prisluhnejo in berejo, ne. No, in ta svoj odnos, ne, ta odnos do tega, da se prepuščajo njegovi besedi, in ki pa seveda potem doprinese k temu, da ga vedno bolj čutijo, vedno bolj razumejo, so se zdaj nalezli tudi ti mladi, no, to sem imela občutek, ne, ker so, in ko so to prevajali v različne jezike, ne, tudi če to so mi pravim rekli, da oni so prav uživali, ker so videli, da kako oni to zmorejo, ne, in kako so potem to z užitkom tudi interpretirali na tisti dan, no, ko sem bila tudi jaz, sem jih obiskala, ne. In tako da tukaj, no, mislim, da če mladi, ne, jaz bi svetovala tudi, da rečemo, ne, prav, ni se treba truditi, da razumete, mogoče jim pač povemo nekaj teh besed, ki so pri njem pogoste, ki so pri njem ključne, in potem jim beremo, ne, in potem tudi rečemo, na ta način poskusite prevesti. In potem bodo, no, lahko kasneje, ne, ugotavljamo, zakaj so katere besede, kje, kaj pomenijo, kakšne, ne, v tem smislu, no, da jih ne obremenimo vnaprej, da morajo razumeti, ne. S tem, da seveda, ne, da je bolj, da se prepuščajo občutkom, no. Prav to nam je kdaj težko, ne, ker mi v šoli smo vedno tako zelo racionalni in vedno moramo zadeve tako razlagati, da razumemo, ampak tukaj gre za to, da izpostavimo, da je treba se prepuščati občutkom, da literatura, ne, zato je tisti 5. korak moj, razpoloženje, ne, ko poznamo te neke osnovne pristope, se prepustimo, ne, lahko samo beremo, prvih 5 minut pouka beremo, ne, ali izvirnike, ali prevode v slovenščini, v tujih jezikih, ne, in na ta način približamo nekega avtorja, neko delo, ali pa sploh približamo branje, približamo, ne, ta občutek, da se lahko sprostijo, da lahko prisluhnejo zvoku besed, da se ne obremenjujejo z razumevanjem, ne. Obenem pa, no, še druga stvar je pa seveda, da tudi lahko izberemo dela, za katera mislimo, da so vendarle lahko bolj primerna za mlade kot, ne vem, ne, na Klancu, kjer potem govorimo samo o tem trpljenju, ne, matere in tako. Imamo številne živalske zgodbe Cankarja, kjer je zelo sodoben v smislu,
ko opisuje, kako smo ljudje kruti, recimo do živalskega sveta, do narave. In to so kratke črtice in mladim bojo gotovo te veliko boljše, veliko zanimivejše. Tukaj lahko še to povem, da ena moja kolegica v Peterburgu, ki je lektorica slovenščine, je tudi predavateljica slovenske književnosti, je rekla, da njeni študentje zelo radi berejo Cankarja, prevode, ampak tudi kakšne originale, ko potem pridejo do te stopnje, ker so kratka dela, v primerjavi z Dostojevskim, s Tolstojem in drugimi, temi dolgimi, so jim všeč, ker so kratka dela. In mogoče še to povem, da se, ne vem, če lahko, da veste, da je tudi Marcel Štefančič napisal eno tako buklo eseji o največjem, o Cankarju, in zdaj se nekako dogovarjamo, da bi naredil on en izbor del, ki bi bila, ker je pač res ima ta pregled nad vsemi Cankarjevimi deli, da bi naredil izbor del za mlade, take, ki misli, da bi potem jaz kaj dodala kakšno interpretacijo. Tako, evo, toliko na ta vaš zanimivo doživetje. Pa imam pa še eno repliko, če lahko. Pa bom pa tiho. Glede na tega, da sem jaz Koroške, pa Vrhnika nam je Davč, pa Cankar tudi, imamo pa Prežiha, mogoče bomo šli pa na kaj na Prežiha, kar je nam tudi vsebinsko malo bližje. Tako da hvala lepa, srečno. Ja, tako. To je gotovo pristop, da iščejo potem to, kar jim je znano iz okolja in da doživljajo potem ta prostor, tudi čisto drugače v literaturi in tudi prostor izven bodo potem drugače gledali, ko ga bodo poznali skozi Prežiha. Ja, super, super. Ja, hvala, Jelka, za komentar. Kar prosim, ja. Če ima še kdo kakšno vprašanje, komentar, kar? Hotela sem to povedati, da imamo zdaj jeseni slavistični kongres v Kopru in bo naša ena tema, bo ravno to, lokalno, nacionalno in medkulturno v književnosti, pri pouku jezika in književnosti. Se pravi, in bomo veliko tega predstavili, kako recimo mi Istro vključujemo. Pa ni veliko teh primerov, ampak nekaj je in s tem želimo spodbuditi, da se tudi ta lokalna okolja, lokalni tudi jezik, tudi narečja oziroma lokalno književnost, mislim lokalno, v smislu književnost, ki je nastajala v tistem prostoru, da se na poseben način izpostavi, tako kot je gospa omenila Prežiha. Super. No, potem pa najlepša hvala, dr. Vesna Mikolič, za danes in hvala vsem, ki ste sodelovali, hvala vsem gledalkam in gledalcem in lep večer še naprej in se vidimo naslednji teden na novem pomenku. Hvala lepa. Lepe praznike. Ja, lepe praznike. Enega zajčka, pisana jajčka. Lepe praznike vsem. Nasvidenje. Nasvidenje, adijo. Zdravo.